Dejan Fabčič, ful sem vesel, da si prišel danes v epizodo podcasta Zadnji meter. Midva se poznava že 18-19 let. Nekdanji odlični paraplavalec, veslač, Tudi, kajakaš in lokostrelec, dobitnik bronaste paraolimpijske medalje v Parizu, zdravnik, oče, kaj še, pevec v zboru. Ja, res je. Res vsestranski človek, predvsem pa, kot te jaz poznam, izjemna osebnost in meni že v mojih začetkih športnih si mi bil vedno velik vzgled kot en mentor in sem res lahko vesel, da sem se od tebe učil. Zdaj pa mogoče, če greva malo nazaj v zgodovino. Prej sva se hecala do rojstva. Rodil si se z malo drugačnosti in tudi ena zdravniška odločitev je precej močno vplivala na tvoje življenje, da je, kot je danes. Najprej, da rečem, res lepa hvala za povabilo. Darko, veliko veselje mi je bilo priti k tebi in to, da si me že v začetku povabil. Sem že takoj sklenil, da bom prišel z veseljem. Malo težko sva se uskladila, ampak tudi to, z dobro voljo je šlo. Tako da res hvala. Gledam tvoj podcast in se mi zdi super, tako da tudi ta odločitev je bila res lahka, no. Je super, kar delaš, no, se mi zdi, sploh pa, ker predstavljaš dosti tudi posebnih ljudi in tudi dosti ljudi z invalidnostjo oziroma z neko hendikepiranostjo, da predstaviš naše zgodbe oziroma naše življenjske potežkoče drugim ljudem, ki si mogoče to ne predstavljajo, no, tako da res kapo dol to, kar počneš. Hvala. In ja, si me vprašal glede invalidnosti, seveda jaz sem se že s tem rodil, ne, in tako da kot otrok se nikoli nisem videl kot samega sebe kot invalida, ker sem počel vse, kar so počeli tudi drugi otroci na vasi. Jaz sem se kopal v potoku, smo igrali nogomet, tenis, skratka, plezali po drevesih, se skrivali in nisem nič zaostajal za drugimi, no. Že takrat se nisem imel za nekega invalida. In tudi danes si nekako ne postavljam invalidnosti v ospredje in se temu prilagajam, ampak tisto, kar si zamislim, da rad počnem in da bi rad udejanil, to poskušam, ne glede na to mojo vrsto hendikepa, no, in tako sem se lotil vseh stvari, od športa do ustvarjanja konec koncev tudi družine, študija medicine, ker sem bil eden prvih invalidov, ki je sploh končal ljubljansko medicinsko fakulteto. Skratka, ja, mi ni to neka ovira, je pa res, da lahko bi bilo tudi drugače. Namreč po rojstvu, takrat je bila doktrina, verjetno si to hotel slišati, da so takim primerom, kot sem jaz, ker sem se rodil brez obeh golenic, noge enostavno amputirali v višini kolen in potem si bil ali na dvojnih protezah ali pa na invalidskem vozičku, no. Pri meni pa se je seveda z odločitvijo in strinjanjem mojih staršev takratni moj ortoped odločil, da poskusi obdržati moje noge, in seveda zaradi tega je bilo potrebno dosti operacij, preko 20. In danes sem zadovoljen, da še vedno imam svoje noge, lahko hodim, čutim prste na nogah in še več, v bistvu jaz sam sebe vidim, kot da hodim tako v mislih normalno, kot drugi ljudje. In šele, ko se vidim na kakšnem videu posnetku, rečem, jaz v bistvu tako hodim, ali kaj. In tako, šele tisto je bil tak, bom rekel, spoznanje, da sem malček drugačen kot drugi, ampak ja, sem vesel, da je tako, ker tudi takrat je bilo rečeno, da če to ne bo šlo, lahko noge kadarkoli tudi kasneje amputirajo, ampak glej, zdaj sem že kar precej v letih, pa imam še kar svoje noge in mi dobro služijo in ja, sem vesel, da so se takrat tako odločili. Pa ni nobenih zdravstvenih težav, recimo, ali pa da bi bile kakšne ovire. Sploh kdaj pomisliš, recimo, da bi bilo boljše, če bi se drugače takrat odločili, ali ti je tako, kot je, tako dobro, da... Ne, o tem nisem niti razmišljal, kako bi bilo drugače. Lej, zaenkrat moram potrkati, je v redu tako, kot je, nimam zdravstvenih težav, s temi ortozami hodim čisto v redu,
Seveda ne zdaj na dolge razdalje, čeprav ko sem bil mlajši, sem se odpravil tudi na Triglav in sem ga tudi osvojil. Takrat sem bil tako res fit v kondiciji, tudi kar se tiče hoje. Zdaj pa pač na krajše razdalje, če pa kakšna daljša razdalja, si pa zelo rad pomagam z električnim skirojem. Sem prav znan po tem, da ko gremo kam okoli ali z družino ali s pevskim zborom, je moj zvesti spremljevalec električni skiro. Ampak rekel si, da si bil na Triglavu. Ja. Tega pa nisem vedel. Tega pa nisem vedel. Ne, nikoli nisi povedal. Kdaj je bilo to? To zelo malo ljudi ve, ampak je v bistvu zelo zanimiva zgodba. Bil sem ob koncu osnovne šole. Takrat po koncu osnovne šole je sledil nov sklop operacij pred vstopom v srednjo šolo, zato ker takrat se nekako zaključi rast. In me je moj v bistvu inženir, ki mi je izdeloval proteze, ki je bil tudi sam zagrizen planinec in alpinist, mi je obljubil, da me bo enkrat peljal na Triglav. Se pravi, tisti, ki mi je naredil noge in omogočil to, da hodim, je dal svojo, bom rekel, nekako roko v to, da me bo s temi protezami peljal na Triglav. In je uspelo. Smo šli šel sam, v bistvu si sam hodil. Ja, sam sem hodil, on me je imel v navezi, če bi se pač mi kaj spodrsnilo ali pa tako, da ne bi padel. In šli smo cela družina, tudi moji starši in brat in on. To je bil Franc Kukovič, zdaj žal že pokojni, ampak drugače zelo dober inženir na Uri Soča, kjer je delal te moje proteze. In sem prišel gor, se pravi v 2 dneh, preko Krederice in potem, ker sem vedel, da je to verjetno ena in edina priložnost, da bom jaz na Triglavu, sem si zaželel, da bi šel še na Mali Triglav, tako da iz Triglava smo se odpravili potem še na Mali Triglav in potem na Planiko, okoli na Dolič in potem čez Prag še v Vrata, kjer je bil tudi naše izhodišče. Tako da sem v bistvu obiskal vse koče okrog Triglava, veliki in mali Triglav, tako da nimam več tam nekih izzivov. No. Si dosegel, kar si hotel. Ja, to točno tako. Ampak šport je bil od malega blizu. Ja, že kot majhen mulo, rečemo pri nas, sem se zelo rad ukvarjal s športom in vse, kar se je na vasi dogajalo, športnega sem bil jaz zraven. Ali je bil to nogomet, ali je bil odbojka, ali je bila košarka, ali je bil vse je bilo. Tako da sem igral seveda zdravimi in sem bil kar dober. No. Potem, ko sem pa bil že malo starejši in sem spoznal, da obstaja šport invalidov, mi je verjetno lih to pomagalo, da nisem začel prav iz začetkov, iz nule, ampak sem bil že nekako, ne bom rekel narejen športnik, ampak vsaj tisti športni duh sem imel zelo razvit. In ko sem skratka spoznal šport invalidov, da se lahko kosom z meni enakimi, vsaj približno, vse veš, kako je s klasifikacijami, ne, sem bil navdušen in sem res šel, bom rekel, zagrizeno v šport invalidov. Jaz te poznam kot športnika in te poznam kot zelo organiziranega človeka, zelo discipliniranega človeka, ciljno usmerjenega. Kakšen je bil pa Dejan kot otrok, recimo? A si te lastnosti že takrat imel, jih razvijal ali so kasneje prišle skozi odraščanje? Bolj kasneje so prišle. No. Moja mama zna povedati, da sem bil zelo živ, tak razigran. Velikokrat sem delal take stvari, ki jih ne bi počel. Seveda z posledico to, da sem polomil svoje ortoze in jih je potem mogel moj ata popravljati, če jih je lahko, če ne smo mogli iti na Sočo, da so jih popravili. Skratka, nekako so mi dali vedeti, da bi bilo dobro, da bi bil malo bolj umirjen in malo manj živahen z vidika mojih nog, ampak to sem bil jaz, tako da jaz sebe ne poznam, da bi lahko sedel pri miru nekaj časa in ne počel nič. Tako da znam sedeti pri miru. Tudi takrat smo brali knjige, smo šivali gobeline recimo na vasi, to smo se cela druščina otrok nabrala in smo šivali gobeline recimo. Ne. Absolutno, ampak ni bilo pa, se pravim, takrat še ni bilo te organiziranosti. Jaz mislim, da mi je to prinesel študij medicine. Ta fokus pa osredotočenost pa neki stremet za nekim ciljem, no pa mogoče tudi šport, ja, seveda. Kako si prišel do študija medicine? Ti si rekel, si tudi eden prvih, ki je dokončal medicino, se pravi, vpisovali so se verjetno že? Ali... To ne vem. Vem pa, da v bistvu pred mano nekako ni moglo biti veliko ali pa mogoče celo nobenega
študenta, ki bi imel tako oviranost kot jaz, ker smo veliko stvari mogli na novo postavljati oziroma se na novo dogovarjati. Kaj bi jaz lahko, kako bi lahko in tako naprej. Čeprav nisem hotel nobenih velikih prilagoditev, vsaj kar se vsebinskega dela tiče, ker sem vedel, da ko bom dežuren ob 3 ponoči, mi ne bo pomagalo, če bom kakšen snov preskočil. Tako da sem hotel res narediti vse tako, kot delajo tudi drugi. Je pa res, da študij ni prilagojen, recimo glede gibalne oviranosti, zdaj je drugače, zdaj so dvigala in tako, takrat še ni bilo. Recimo stara medicinska fakulteta ni imela dvigala, tako da si pač mogel hoditi po stopnicah, no, in jaz sem to takrat lahko in ni bil problem tudi opravljanja vaj in ja. Moram pa reči, da so se zelo trudili, in da bi mi bilo dobro, da bi to lahko počel, in res sem jim hvaležen, da so mi to omogočili, in mi nekako se je kar čutilo to, da mi hočejo pomagati in da so videli v meni nekoga, ki sem resen in bom končal medicino in verjetno potem tudi šel naprej v zdravniške vode. Pa kako si se pa odločil za medicino? Ja, verjetno ima tukaj dosti vloge ta moja invalidnost. Jaz sem namreč kar dosti časa preživel tudi v bolnišnicah. Sem imel 3 večje sklope operacij, po rojstvu, potem pred osnovno šolo, pa potem še po zaključeni osnovni šoli. In predvsem ta 3. sklop, ko se človek že malo formira in razmišlja, kaj bi postal potem naprej, sem jaz skoraj 1 leto preživel v bolnišnici in opazoval delo ljudi tam, različnih profilov, od čistilk do zdravnikov, do administratorjev, medicinskih sester. Z vsemi smo se dobro razumeli, z vsemi smo bili prijatelji in nekako sem se tam dobro počutil in sem rekel, to bi tudi jaz počel potem naprej. Potem sem razmišljal, ali bi šel mogoče za fizioterapijo ali bom sposoben, ko bi rekel, opravljati svoje delo kot zdravnik, ali ne bom mogel in tako naprej. Ampak pol me je to vse glih, bom rekel, premamilo to, da tako kot je bil ta moj ortoped, doktor Plahuta, dostopen do mene in prijazen in mi je vse razložil, in sem mu bil res zelo hvaležen, sem rekel, da bi jaz tudi rad drugim pomagal na tak način. In pa sem rekel, gremo probat in bomo videli, kaj bo. Ena stvar se mi je zdajle malo vtisnila v spomin, rekel si, da si razmišljal, da si sposoben to opravljati. Imel si pač vizijo, željo, a ne, kaj početi v življenju, ampak si imel tudi veliko mero odgovornosti, da ni samo tisto, kar ti želiš, pomembno, ampak a je to realno izvedljivo, a ne, se pravi tudi za druge dobro. Ja, vsekakor, veš, eni pomisleki so, kako me bojo drugi ljudje oziroma pacienti sprejeli. A me bojo sprejeli kot enega invalida, ki pač je tam in z nekim dvomom, ali sem jaz zadosti usposobljen, da jim bom lahko pomagal in tako naprej. Ali se bo vzpostavilo to zaupanje med pacientom in zdravnikom oziroma zdravnikom nekom, ki ni, bom rekel, zdrav, popoln ali ne vem, kako bi rekel, ne. Druga stvar je čisto fizično, ali bom jaz sposoben to dlje časa opravljati ta poklic, ne. Seveda potem sem hitro videl, da obstaja veliko specialnosti in mi je jasno, da nekaterih specialnosti ne bi mogel dlje časa opravljati, recimo, ne vem, ne bi mogel biti dlje časa kirurg, kjer moraš, ne vem, pri operaciji stati recimo 10 ur, ne, ali pa, ampak so pa določene specialnosti, ki je pretežno sedeče delo in tisto bi pa lahko opravljal, ne. In to je bilo predvsem pomembno takrat, po koncu študija medicine in strokovnem izpitu, da sem se odločil za pravo specializacijo, no. Ker vabili so me na različna področja, tudi jaz sem imel željo nekaj časa, da bi bil recimo kardiovaskularni kirurg, nekaj časa kot študent sem tudi hodil pomagati in volontirati pri operacijah na odprtem srcu, recimo. Ampak potem sem hitro spoznal, da vendarle jaz grem v poklic za 20, 30, upam, da 40 let recimo, ne za 5 ali pa 10. In sem se dejansko potem res čisto racionalno odločil za to specializacijo iz interne medicine in lahko rečem, da mi do zdaj še ni bilo žal.
ful dobro. Kako si pa do športa prišel? V šport so me povabili pa prijatelji. V bistvu, ko so oni izvedeli, da imam tako rad šport, da ga tako rad počnem, in so rekli, da nič ne treniram, se mi je zdelo to grozno čudno, no. Ampak jaz prej res sem bil nekako izoliran v to vaško okolje in nisem poznal športa invalidov. Niti nisem vedel, da to obstaja, ali pa da so različne ekipe, treningi. Skratka, jaz sem vse počel z drugimi vrstniki. No, in potem so me povabili v ta šport, najprej v odbojko sede, to je bil moj prvi šport in takrat sem se spoznal s tem, no. Kje si pa igral odbojko V, sede? v Novi Gorici, ja, Jordan, Mira in Roman so me povabili. Potem so me hitro povabili tudi v reprezentanco na Evropsko prvenstvo, mislim, da je 2002 sem šel prvič. Ampak takrat žal je reprezentanca v odbojki sede ravno razpadla, no. Nekako je bila menjava generacij in ni bilo dovolj mladih in nismo se uvrstili potem naprej. In jaz sem pa glih začutil to, da bi rad nekaj več. In zato sem iskal en drug sebi primeren šport. In ker sem imel zelo rad plavanje, sem se takrat v bistvu lotil malo bolj resno plavanja. In tako sem potem pristal v plavanju. In tu se pa pol začeli resni treningi plavanja. Ja, najprej sem sam mislil, da bom lahko to natreniral, ker sem mislil, da pač invalid, če malo pomiga, kar takoj osvaja medalje in tako naprej. Sem imel čisto zgrešeno predstavo o resnosti in profesionalizmu športa invalidov. In potem je bila prva taka negativna, resna streznitev, ko se nisem uvrstil na paraolimpijske igre leta 2004 v Atene. In takrat sem rekel, okej, zdaj. Takrat si še sam treniral? Takrat sem sam treniral. Hodil sem na bazen in delal neke razdalje gor pa dol. Imel si kategorizacijo, klasifikacijo? To sem pa že imel, ja. To sem pa že imel, ker sem šel v bistvu, to sva šla z mojo takratno punco, sva šla na eno tekmo na Češko, da so me klasificirali, ja. Si sam Čisto pač, v svoji lastni režiji. Ja. No, in potem v Atene nisem uspel priti in potem sem bil zelo razočaran in sem rekel, zdaj ali končam ali pa grem neko stopničko višje. In sem takrat spoznal, oziroma mi je Brane pomagal poiskati dobrega trenerja, to je bil najin potem skupni trener Boro Štrumbelj. Z njim sva pa začela resno delati in sva si takoj postavila cilj, da nam je cilj 2008 paraolimpijada v Pekingu in sva se tja tudi potem uvrstila, no. Ja. V bistvu zelo visokimi pričakovanji, ker sem šel na to tekmovanje s 4. rezultatom na svetu. Ampak potem se je pa tam hitro pokazalo, koliko je Slovenija majhna in so me začeli prehitevati plavalci iz velikih ekip. Kot veš, tudi pred olimpijado se vedno pojavijo neki novi tekmovalci, ki so zelo dobro klasificirani. In tako, da sem potem v Pekingu plaval oziroma dosegel 6. in 7. mesto na 100 metrov hrbtno pa 100 metrov prsno. Kar je v bistvu zelo dober rezultat, ampak se veš, če na olimpijadi ne osvojiš medalje, je isto, ali si 4. ali si 20. ne. To žal tako je. Jaz se tega še spomnim, oziroma sem spremljal tvoje rezultate takrat, ker za tisto leto mislim, da smo se ravno tudi spoznali. Ti si takrat ravno začenjal, se mi zdi, v plavanju, smo ne? na neke prve tekme šli in spomnim se, ko sem te prvič videl v živo, ko so se pogovarjali. A res, kaj To je bilo si to. si pa zapomnil? Nadrl se mi kacutka, ne, hicam se. No, to pa res težko verjamem. Ja, ne. In meni je bilo tako, vedel sem, da je Dejan Fabčič kandidat za paraolimpijske igre, Potnik si bil že celo. Kandidat, ja. In pol mislim, da je bila neka tekma, Boro organiziral skupni trening na Difu. In potem tam na prostor, predprostor na bazenu, tam, ki je za ogrevati pa to, in sva sedela in si me tako vprašal, koliko treniram, in jaz sem bil tako ponosen, da me nekdo, ki gre na paraolimpijske igre, da mene vpraša, koliko jaz treniram. Ja. To je nek moj prvi spomin na te. Pa smo šli pa na prve tekme, ne, skupaj takrat, ti si šel na pripravljalno, ali je bilo češki Komutov, nekaj takega, pa Belgija. Komutov, pa Antwerpen. Antwerpen, ja. Tam so bila z Alešem klasificirana. Tako, ja. In tam je že Aleš spoznal pol krutost, sečnik tistega sistema klasifikacij. Ja. Ampak prej si rekel, ja, da si v bistvu šel z visokim pričakovanjem. Tukaj imamo zelo podobno zgodbo, ne. Barva sva šla na paraolimpijske igre pol z zelo visokimi pričakovanji. Ti že leta 2008, jaz 8 let pozneje.
In oba sta doživela razočaranje v obliki sistema, a ne, Ja. ampak kako je tebi pomagalo, da si šel skozi to, da si prebrodil to krizo motivacije mogoče? Ne vem, kakšni so bili tisti občutki? A takrat po Pekingu? Ja, mislim, že v samem Pekingu, ko si, takrat se spomnim, so tudi hrvaškega plavalca, ne, so ga eno kategorijo nižje vrgli. Ja, v mojo kategorijo Ja. so zelo dober prijatelj, jaz mu privoščim, ampak vendarle on je imel eno nogo zdravo, jaz in je imel eno paralizirano, jaz sem imel pa obe, v bistvu praktično sem plaval brez nog, oziroma karkoli sem z nogami brcal, me je bolj v kontrasmer peljalo, kot kar naprej, ne. Sej za vse tiste, ki poslušajo, a ne, pa ne poznajo toliko parašporta. Parašportniki smo po mojem edini, ki tekmujemo, pa dokazujemo, kaj zmoremo, pa smo edini, ki tekmujemo, komu več manjka, a ne. Tako da Ja, v bistvu imaš prav, ja. tako da, te prebaga, ne, ti imaš pa več noge, kaj jaz, tako. Ja, pa smo kar tako malo, bom rekel, nevoščljivi, če kakšnemu kaj več fali, ne, kot Ja. pa je, ja. Ampak ne, v bistvu mene je to vedno potrlo, no, to se spomnim. Jaz imam zelo rad šport. Šport imam res v genih zapisan in zelo rad tudi dosti in dobro in bom rekel premišljeno treniram in se odpovedujem. Veliko energije sem vlagal v treninge in potem, ko vidiš na tekmi, da vse to nekako te ne pripelje več kot do enega 4., 5., 6. mesta recimo, in nimaš možnosti za medalje že v osnovi, seveda te to potre. In jaz se spomnim, sem po vsaki tekmi, veliki tekmovanju, prišel domov bolj razočaran. In potem sva se z Borutom dosti o tem pogovarjala, kako bi spremenili sistem. Potem seveda prideš pred zaprta vrata, na neposlušanje odgovornih in tako naprej. In ja, sigurno je bil tudi eden velikih razlogov, da sem potem jaz šel ven iz plavanja. Da sem zaključil plavalno kariero, ker sem videl, da ne glede na to, koliko časa, energije bom vložil v svoj trening, ne morem priti v območje medalj, recimo, ne. Pa saj niso medalje vse, kar je v športu, ne. Sploh pa v športu invalidov. Meni osebno se zdi tista pot in ta, bom rekel, proces treninga in na neki način rehabilitacije za moje telo in moje zdravje veliko bolj pomembno. Ampak vendarle, če si ti 2-krat na dan po 2-3 ure na bazenu, je pa tudi medalja nekaj od tehta, ne, in Nagrada v bistvu, je priznanje. nagrada in konec koncev tudi potem, ko so nas izenačili invalide z zdravimi, je tudi kategorizacija in nenazadnje tudi denar in lahko tudi zaposlitev, recimo, ne. Tako da ja, razočaranje je bilo po vsaki tekmi, no, in to bom rekel, škoda je to, no, škoda. Se mi zdi, da ubija tisti športni duh v športniku, ne. Sej v bistvu tule te zelo čutim, ker tudi sam sem po vsaki tekmi, ko sem prišel ko je bilo neko razočaranje, v bistvu tudi Boro, a ne, pa vsi trenerji so imeli ogromno dela z mano, da so me vrnili nazaj v proces treninga, ker motivacija je bila na psu. Ja, jaz se spomnim recimo tudi tvoje kategorije, ne, ko vidiš v sosednji progi nekoga, ki plava z obema rokama, ne, ali pa ti z eno, že laiku je jasno, da to ne moreš biti v isti kategoriji, ne. Mi smo v to še dodatno čutili, veš, in potem imaš nekatere, ki dobesedno ne trenirajo nič in samo skočijo v bazen in dobijo medaljo, ali pa recimo ti, ne vem, ali pa jaz recimo, ke sva res dala svojo dušo in ogromno časa v treninge in vidiš, da ne moreš nič, ne. Tako da, ja, to je škoda. No, in ravno zaradi tega sem jaz si potem naprej, nehote seveda, jaz sem mislil, da bom po plavanju zaključil kariero športnika, no, ampak sem si iskal take športe, kjer je tega manj ali pa da ga skoraj ni. In recimo zdaj sem v lokostrelstvu, kjer tekmujem z drugimi zdravimi. Nimam jaz nobenega hendikepa napram enemu, ki ni invalid, recimo. In večinoma tekmujemo na istih tekmovanjih, seveda imamo tudi paratekmovanja posebej, seveda, ampak in tukaj pa res čutim, da lahko, če dobro ustrelim, premagam tudi nekoga zdravega, recimo. In zdaj se mi zdi, da sem končno v tem športu, kjer lahko živim ta športni duh, no. Ti se lahko pohvališ z eno izjemno stvarjo, in namreč v 3 različnih športih si se uvrstil na paralimpijske igre. Ja. Ja.
Vse ne vem, če to zdaj se pohvaliti, ampak je pa en mejnik. No. Jaz si zelo rad postavljam neke take visoke izzive in kljub temu, da to ni bilo načrtovano, je pa res, da vsakega športa, ki sem se ga lotil, sem ga zelo, bom rekel, globoko naštudiral ali pa se vsaj trudil, šel v tisto bistvo vsakega športa posebej, v tisti trenažni proces. Veš, ko ti ni več samo prijetno, ampak te tudi je neprijetno trenirati in te ubija in veš, res moraš imeti trdno voljo, da s tem nadaljuješ, ampak se ženeš za nekim rezultatom in ja, meni so paraolimpijske igre ena taka zelo velika motivacija. Že v Pekingu, ko sem bil na prvih, se še zdaj spomnim, sem sedel tam v olimpijskem parku in sem rekel, joj, če bom imel še kdaj kakšno možnost iti na kakšne olimpijske igre, bom jo zagrabil z obema rokama. In tako da vsakega športa, ki se ga lotim tudi malo z namenom, da se uvrstim na paraolimpijske igre. Ciljna usmerjenost. Ja, absolutno. Spomniš smo leta 2009 v Riju, ko smo bili na svetovnem prvenstvu, ti kot že polnih igrah v Pekingu, jaz šele začetnik, Greenhorn, pa Boro kot trener. In je bila ravno takrat tabla na ulici, da je Rio bil imenovan za gostitelja paraolimpijskih iger 2016. In smo takrat rekli, da gremo skupaj tja. Da gremo še enkrat skupaj v Rio. Ja, midva sva se držala dogovora, Boro žal ne takrat, ne? Žal mu je bila funkcija bolj pomembna. Ja, tak je, ne. Ja. Ne, me veseli, jaz se spomnim, ko sva bila skupaj v Rio, jaz sem bil takrat v parakajaku, ti si bil pa plavalc in jaz sem bil po duši še vedno malo plavalca in sem že takrat rekel, da če ne drugega si bom šel ogledati tvoje tekme, no, in se še zdaj spomnim, tu ste tvoje tekme, jo se ne vem, ali je dobro, da to pogrevam zdaj tukaj. Lahko, ja. Ko smo že vsi, res, mislim, vsi smo te videli že z medaljo okrog vratu in tudi tako je izgledalo dol v bazenu in si prišel v cilj in smo mi vsi, ja, Darko ima medaljo, pogledamo na tisti velik, kaj je že bil, screen, ekran in vidimo četrti. Kako ni mogoče, si prišel v cilj, ne vem, drugi, sigurno, tretji, četrti in nam ni bilo jasno, kako, no. Dobesedno si bil v medaljah 99% tekme in potem na koncu, ne vem, te stena, ali ne vem, kaj je bilo, zafrknila. Moja so premaknili, une so malo naprej. Verjetno, tako ko je bil takrat Phelps pa Čavič, ne? Ja, isti teorije. Ja, skratka, zato sem tudi mislil, da si dal ime temu tvojemu podcastu Zadnji meter, ker tam dobesedno do zadnjega metra si imel medaljo. V bistvu z podobnega razloga, ampak z druge strani bolj pozitivne, no. Ker vse 3 zlate, ki sem jih dobil, sem jih v zadnjem. Evo. Pol verjetno si že porabil vse kuponkote na drugih tekmovanjih. Ja, ne, pa da reč, tista tekma je pa ravno pokazala ta nesmiselnost teh kategorij, ker jaz sem tudi sam napako naredil, mislim, da sem pol, v bistvu moja tekma ni bila glih optimalna, ne, ampak prihod v cilj ni bil dober, pol tisti, ki so imeli pa 2 roki, se je z eno zaveslaj naredil, z drugo se je pa potegnil naprej in tam sta me 2 šiša. Ne. Ja. To je bil, se pa tako, kako si rekel, ta razočaranje, za tistega trenutka spomnim, kako je bilo, ko sem, ni bilo sploh nič jeze ali pa nobene energije, sam še uno. Jaz se spomnim, kako smo bili vsi razočarani. Seveda ti si mogel biti najbolj, ne, sej si sploh ne predstavljam, ne. Ampak dejansko mi smo te celo tekmo, gor smo bili čist na vrhu in smo navijali ko nori in smo te celo tekmo videli eno ali pa 2 glavi pred drugimi in samo ta prihod v cilj ti je, ne vem, na kakšen način nemogoče odnesel to medaljo in tudi mi, brez besed smo bili, no, ne, bom rekel, prazni, razočarani, jezni, vse, no, tako da, ja, taki težki trenutki, no. Ja, parašport, ampak meni je bilo zanimivo, torej jaz pač zdaj se vem, ne, sem se ogromno s tem ukvarjal, s temi kategorijami, temu težo dajal, mogoče nisem znal videti tistega pozitivnega aspekta športa, ki pa je bil, ne, potovanja, koliko smo se mi fajn imeli povsod, kamor smo šli, koliko ljudi spoznaš, ne, koliko enih priložnosti se ti odpre,
mogoče ne čist neposredno, ampak posredno, ko kasneje si ustvariš neko kariero lahko. In meni je bil zanimiv pogovor v Parizu, z, Vladislavo Kravčenko, ki je predstavnica parašportnikov v Mednarodnem paraolimpijskem komiteju, ki je takrat kandidirala. V Parizu je tudi bila kot, del malteške ekipe. In ona je rekla, ko se je športniki pogovarjali ravno na to temo, kategorij, da večina se sploh ne obremenjuje s tem, a ne, ker večini je bolj pomemben ta socialni vidik, da imajo to možnost biti tam, kot pa to, da tekmujejo za medalje, a ne, ker v športu itak za medalje tekmuje majhen, tisti najvišji procent. Jaz bi rekel, da je tudi zelo pomemben vidik ta prav skrb za svoje zdravje, no. Invalidi smo vse glih malo bolj dovzetni za kakšne bolezni ali pa kronične, bom rekel tudi, in se mi zdi kar pomembno, no, tudi ta vidik, da si redno v telesnem stiku, mislim, dogajanju in, ja, jaz vem zase, recimo lahko rečem, da me to dostikrat drži tudi po koncu, no. Ker če ne bi se lahko prej zaležal, pa, potem bi se tudi seveda moja invalidnost poslabšala in tako naprej, no, in to me kar, ampak vendarle, ne, tako kot smo rekli, športni duh je športni duh, ne, in vsi gremo na tekmovanje, da bomo čim boljši in da bomo tudi dobili nagrado, medaljo in tako naprej, ne. In ja, je pa res ta vidik, no. Veš, kaj je bilo meni tudi zelo, fascinantno, no, recimo sploh olimpijske igre so take, ne, koliko vrst različnih invalidnosti tam srečaš, ne, in vidiš, da nisi ti najslabši, recimo, ali pa da je veliko, ne vem, z enako invalidnostjo, dela stvari drugače in, ali pa ne vem, koliko različnih protez, vozičkov, bergel, vseh pripomočkov je, ne, na kupu tam in, ja, ti je to neki tak socialni moment, ki rečeš, no, glej, ne, neka motivacija potem tudi za naprej in tako, ne. Zelo v redu. To še jaz dostikrat sem koga videl, sem pomislil, a ta lahko plava. Dejansko, to je bilo tako, No, in če se spomniš enega, je bil grški plavalec, ma ne vem, če je bil meter velik, tako, pritlikavost, in z vozičkom je okoli hodil, ker niti drugače ni mogel. In ko je plaval 200 metrov prosto, je tako vedno izmenično, ni plaval z obema rokama, ampak je ta prvo z eno plaval, pa je pa z drugo plaval in je tako izgledalo kot en, Ja, ko en tak propelerček Ja, je ja. bil. Ja. In meni je bilo tako, In on je plaval 200 metrov prosto. Ja, ke smo mi umrli, recimo. Ja, Ja. A se spomniš onega vica, ke je bil plavalec brez rok pa brez nog, ne, pa zmeraj je zmagal, razen ene tekme pa ni zmagal, ne. In pol so ga dali v vodo, štarter da znak za štart, oni nikamor. Vsi so že šli, že na pol bazena, on je bil še kar na začetku. In pol Steglih pride ven z vode pa reče: "Katera Mona mi je kapo čez uha potegnila." In to so bile take ke vem, da imaš rad črni humor. Ja, saj, mogoče tudi to, a ne, kot včasih humor pomaga pri premagovanju kakšnih težjih situacij. A si ti kot otrok sedaj soočil z bullyingom oziroma da bi te zbadali zaradi drugačnosti? Ma prav kakšnih zelo slabih izkušenj s tem nisem imel, tako da, kakor sem rekel, jaz nikoli tudi sam sebe nisem videl kot enega invalida. Jaz sem odraščal na vasi in sem imel sošolce, prijatelje in, sem bil njim enak, in tudi oni so me tako jemali, no. Tako da, ne vem, res nisem imel kakšnih takih, še najbolj recimo je bila taka izkušnja, potem, ko je bilo treba iti v osnovno šolo, so me hoteli kot seveda takrat vsakega invalida dati v šolo v Kamnik. In meni je bilo to nezaslišano, mene je bilo strah iti v Kamnik. Sem rekel, jaz bom tam med samimi invalidi, kaj bom pa jaz tam počel? Si že v prvem razredu razmišljal tako? Ma ja, jaz nisem, tudi starši, jaz sem bil vklopljen v vaško dogajanje, mi smo bili klapa in jaz bi vse te prijatelje izgubil, bi šel v neko neznano okolje in sem res hvaležen takrat, da so se starši temu, bom rekel, uprli in so me poskusno dali najprej v redno osnovno šolo, v prvi razred, ker so takrat rekli,
centru za socialno delo, zdaj tako ali tako ne bom nič naredil in bom pa pol naslednje leto šel v So Cambridge, že ne. videli, kaj bo stalo. Nekako so že vedeli, da ne bom končal medicine, ne. Skratka, pol sem bil v prvem razredu odličen in so rekli, no prav pa naj bo, ne. Izgovor je bil pa tako res za lase privlečen, da bom druge zdrave Zaviral. zaviral in motil pri pouku. Če smo drugače cele dneve in cele popoldneve bili skupaj in se igrali, zakaj bi bil zdaj ravno jaz tisti moteči faktor v prvem razredu za tiste 3 šolske ure, ki smo jih tam, ne. Tako da, ta naša človeška, bom rekel, okornost včasih, ne pozna meja, no. Tule imava spet podobno izkušnjo, a ne, ker mene so isto usmerjali v Kamnik in isto sta se starša temu uprla in isto je ravnatelj takrat, jaz nisem imel tega, da sem bil poskusen, ampak so rekli, v redu bo, bomo sprejeli to, ker je bil ravnatelj super, se veselim tega, a ne. Ampak tudi pol v srednji šoli se je dogajalo, ko sem šel recimo v Kranj, pa so tako, ne vem, če bi njega imela, veš, pa moramo še asistenta zaposliti, pa nimamo dvigala na gor pa dol, pa sem šel pa v Radovljico, pa ravnatelj sprl, vse bomo naredili, da se ti k nam vpišeš. In koliko je recimo, si zdravnik, a ne, in stroka včasih zna zelo ozko gledati, zdaj tudi socialne službe, ogromno primerov, ko s svojo rigidnostjo marsikatere sanje zatrejo v kali, a ne. In ti kot zdravnik, rekel si že na začetku, da želiš biti tak, kot je bil se pravi ortoped, ki je tebi v bistvu spremenil življenje, ne, oziroma ti omogočil tako življenje, kot ga imaš danes. Kako kot nekdo, ki študiraš vsa leta, imaš polno znanja, pa da potem še vedno sprejemaš informacije od zunaj, od tistih, ki mogoče po neki logiki ne vejo to kot ti. Najbolj važno se mi zdi, da vsakega človeka vzameš kot zgodbo zase, ne. In se mu posvetiš in ga poslušaš in vidiš njegove potrebe, ne. Najslabše je, da rečeš, ali pa recimo, da delaš po nekih kalupih, da delaš zato, ker tako pač se dela. Recimo en profesor moj, zelo dober, iz kliničnega centra, je rekel: "Najbolj nevarno za zdravnika je, ali pa za ambulanto, da rečeš pacientu: pri nas tako delamo." Ne, zakaj? Saj niso vsi ljudje enaki. In, da znaš ti nekako prisluhniti temu, to se mi zdi ključ do uspeha ali pa, bom rekel, midva sva dala to zgodbo čez, tako da meni je to jasno ali pa mi je lažje to razumeti, no. Niso pa vsi tako, ne. Je pa res, da v zadnjem času se to zelo veliko spreminja, no. Saj veš, včasih so bile te inštitucije, rečem jaz, zelo, zelo rigidne, no. Ampak zdaj se je veliko spremenilo v zadnjem času. Zdaj moraš biti že res, bom rekel, zelo hudo prizadet, da te dajo v Kamnik. Takrat ti je pa manjkalo pol prsta mezinca na roki, pa si bil že v Kamniku, ne. In si se mogel boriti proti. Zdaj pa je inkluzija na prvem mestu in je prav tako, zato ker, saj če imaš glavo na mestu, lahko ti narediš normalne šole in si uspešen na bilo katerem področju, kot si ga predstavljaš, zamisliš in si ga želiš konec koncev, ne. Ali pa si pol kdaj motil svoje sošolce s svojo prisotnostjo? Ne vem, to bi mogli njih vprašati, ne. Jaz nisem imel takega občutka. A veš, jaz sem bil dober, meni je pač šola mi je šla dobro in kvečjemu sem jim po svojih močeh pomagal, če je bilo treba. Ali pa, tako da se spomnim, kaj je bilo, v enem 3. razredu se mi zdi, sem dobil celo pohvalo, za, pomoč sošolcem recimo, ne. Pa saj veš, to so takrat, ampak so očitno učitelji to videli, no. Tako da nisem imel občutka, da bi motil. Tudi potem sem šel na škofijsko gimnazijo v Vipavo, je bilo to super okolje, super smo se razumeli, je bilo res eno tako, se pravi, področje pa šola, takrat je bila to nova šola, ne, ki so bili veseli, da smo bili tam. Mi se nismo počutili kot številke. Mi smo se vsi med sabo poznali. Res, da je bil samo en letnik vsakega razreda, ampak mi smo vedeli imena od cele šole recimo, od vseh učencev, od profesorjev, ko ena velika družina, ne. In to je meni ogromno pomenilo, no.
tako da tudi zdaj imam še kar dosti prijateljev in stikov iz takrat, ne. In verjetno mi je prav ta pozitivna izkušnja, se pravi, ne tistih slabih izkušenj, tudi dala nekako, pogum ali pa motivacijo, da sem si upal potem vpisati na medicino, no. Ja. Si rekel, da nikoli se nisi počutil invalida. Ja. Se pravi, tudi to notranje sprejemanje samega sebe, ti v bistvu se pol zrcali, odnos družbe do tebe. Se pravi, kako sebe vidiš, te tudi nekako drugi vidijo. Ja, imaš prav. Tudi zdaj, recimo, ko delam kot, zdravnik v ambulanti, noben ne pride skozi vrata z nekim pomiljovanjem ali pa, ampak pridejo s svojimi težavami, s svojimi problemi, jih nekomu, ki je strokovnjak na določenem področju in ve, da jim bo naredil vse, da jim bo pomagal. In jaz to čutim in tudi dejansko tako delujem, no, in kako bi rekel, me imajo radi ali pa bom rekel, radi pridejo k meni, imam dolge čakalne vrste zaradi tega, se probam z vsakim res potruditi in se to čuti. No, nikoli nisem še imel slabe izkušnje in bi rekel, kaj ta invalid pa meni ne more pomagati ali pa nekaj takega, no. Res ne. Kljub temu, da zdaj, ko sem se tako bolj medijsko izpostavil, ne, in poznajo mojo zgodbo in tudi mojo invalidnost in vse, nobeden ne pride s tem tja v ambulanto, ampak pridejo k nekomu, ki je strokovnjak in jim bo pomagal. Zdaj se hvalijo, da ga je zdravil nekdo s paraolimpijsko medaljo. Ja. Ne vem, ja. Ja, nekateri so, tudi veseli in tudi ponosni in tudi nekateri zelo radi povejo, da, me spremljajo in da zelo navijajo. Recimo prav po Parizu, ko sem osvojil to medaljo, je bilo ogromno ljudi, ki mi je gledalo ta prenos in navijalo in stiskalo pesti in so bili tudi toliko, bom rekel, nervozni, da niso mogli gledati in so šli ven in a je že konec in tako. Skratka, se je čutila ta, no. Jaz sem čutil, da imam med svojimi pacienti, bom rekel, zelo veliko navijačev, no. Ja. To je lep občutek. Ja, res, ja. Res lep občutek in mogoče še kot potrditev temu, no, ampak, glih pacienti so bili tisti, ki so me leta 23, izvolili oziroma izbrali za naj diabetologa recimo Slovenije, ne. Tako da to je tisto priznanje, ko pride res iz one druge strani in, ja, tega sem bil res zelo vesel, no. Veliko daješ. Ja. In če greva še majčkeno nazaj, ne toliko nazaj, ampak, v bistvu si nekako pripeljal oziroma bil pionir lokostrelstva pri nas. Ja, zanimivo, Kako se je ne. ta zgodba začela? Veš kaj, jaz gledam, izgleda, da sem res en tak, multipraktik, ali ne vem, kaj se reče. Jaz sem, tudi tek na smučeh sede, sem prvi začel tule v Sloveniji recimo, ampak potem, ko sem začel to malo bolj resno, jaz sem imel željo, da bi bil prvi, ki bi bil na poletnih in zimskih paraolimpijskih igrah. To lahko zdaj povem, no, ker je že mimo. In potem so rekli, ne, ti si iz Primorske, zimske olimpijske igre in Primorska, to ne gre skupaj, vi sploh ne veste, kaj to sneg je. In so me kar v kali že zatrli, no. Ampak sem pa nekaj časa že zelo resno treniral in takrat je bila Petra Majdič na vrhuncu svoje, bom rekel, športne poti in je bila pripravljena tudi pomagati pri tem. Ampak ja, pol žal se je to zaključilo zelo hitro, no. In tudi tek na smučeh je bil prvi, no. Potem parakajak je bil prvi, ko sem se ga začel v Sloveniji. Pa zdaj pa lokostrelstvo. Ampak ne razmišljam toliko o tem, da bom pripeljal neki nov šport. Bolj je to, da, poskusim se ukvarjati z določenim športom, ki se mi zdi zanimiv, no. Recimo kajak se mi je zdel zelo zanimiv, zaradi tega, ker je idealen zame, ki ne morem uporabljati nog, trup in roke imam pa močne in, se mi zdelo, da je to idealen šport zame. In tudi je bil, dokler sem ga pač počel 7 let. To je bilo še svetovno prvenstvo na Blidu, a ne? Ja, tisto je bilo pa veslanje, ja. Veslanje, Ja, tako. Tudi, veslanje tudi, skupaj z Mojco sva bila takrat na Bledu, je bila tudi prva posadka Slovenije, bom rekel, no. Ja, samo žal, tam so bile spet kategorije, invalidnosti oziroma vrste invalidnosti, ki so šle skupaj v isti čoln, so bile tako, bom rekel, neracionalno razporejene, tako da niso imela neke perspektive in, zato smo potem to
opustili, no, ker bi bilo podobno, pobirala bi zadnja mesta, kljub temu, da bi se zelo trudila. Se je tam pri veslanju ena stvar smešna zdela ali pa nelogična, da je bil krmar prvo smerco, četverco je bil slep. A ni bilo nekako tako. Mislim, da ni bil lih krmar, ampak je tak, da jo četverci so bili res zelo zanimivo sestavljeni. Mogel je biti eden z mentalno invalidno prizadetostjo, dva sta bila, bom rekel, fizikalca, pa slep je mogel biti. Ja, in to je težko nabrati take ljudi na kup, da bi vsi jim bilo všeč trdo trenirati v istem športu. Ne? Ja. To je pa tudi en velik izziv parašporta, recimo sestavljati ekipe. Ti, ko si igral odbojko, bil si motiviran, imel si željo tekmovati, pa ni bilo ekipe, ki bi bila pripravljena delati. Ja, tudi potem kasneje, ko se je nazaj odbojka SD formirala, čez dolgo let, jaz sem bil takrat, kaj sem bil še? Jaz sem bil v kajaku, jaz sem bil že v rokostrelstvu. Skratka, se pozna to, ne? Nekateri so bolj za individualne športe in jaz sebe tam vidim bolj, ne? Ker sem zelo strog do sebe, kar se tiče treninga, in pri ekipnih športih nekako nisem mogel razumeti, da če jaz dam ogromno časa in energije v to, da bom čim boljši in treniram, nekdo drug pa ne, in da mu je to čisto vseeno, bo že nekako šlo, ne? Jaz tega nisem razumel, no. Tako da, in smo imeli take ljudi v ekipi, ki so bili tam samo zato, da so bili, in ni to v skladu z mojo miselnostjo in sem težko to gledal, no. Tako da sem na koncu v bistvu si mogel priznati, da sem bolj individualist in ja. Si bil pa tudi sodnik v odbojki. Kako pa to veš? Ja, jaz to sem bil pa bolj zaradi študentskega dela. To je bil v bistvu moj študentski zaslužek, ja. Jaz sem pač glede na to, da sem odbojko poznal, ko sem igral, sem naredil še sodniški izpit in potem sem sodil, v bistvu sem prišel do 3. lige, državne lige. In zato sem bil pač plačan za te tekme in prvo ligo sem pa sodil v bistvu linijskega sodnika, no, in je bil to en vir študentskega zaslužka, ja. Multipraktik. To sem bolj izkoristil, to poznavanje, no, bom rekel, nič kaj. Nisem nikoli se videl kariere sodnika, no, ampak težko gledam, no, tudi za trenerja me ni nikoli mikalo. Jaz sem tak, da rad počnem. Težko gledam sam stvari, no. Nekaj časa sem bil zdravnik potem reprezentance odbojke SD in mene je včasih kar tako primilo, da bi šel v igrišče in pomagal, no. Tako da res. Takrat v Turčiji si bil zraven? Turčiji smo bili skupaj. Ja, v Turčiji sem še bil zraven. Ja. V Turčiji sem bil zraven in moram reči, takrat sem bil tudi spet po dolgem času zelo razočaran, ker spet se je. Takrat sicer sem bil v drugi vlogi kot zdravnik, ampak sem videl, da se je naredila krivica enemu igralcu, ki ni bil pravilno klasificiran, no. In me je to takrat zelo prizadelo, no. Moram reči, da smo tudi takrat vložili proteste in se dobesedno skregali s temi odgovornimi, ker smo imeli prav. To me je žrlo, ne. Skupaj tudi z našimi vodilnimi v ekipi. Skozi smo vedeli, da imamo mi prav in enostavno nismo mogli nič doseči. Ker potem namreč, jaz sem se potem umaknil, ker to je bilo res preveč zame in čez pol leta ali čez par mesecev je šel potem ta isti igralec ponovno na klasifikacijo in je naredil uspešno klasifikacijo. Ampak tisto evropsko prvenstvo v Turčiji je bilo za nas izgubljeno, ne, kljub temu, da smo vedeli, ne. Podoben primer se je potem zgodil z žensko ekipo za paraolimpijskega, takrat si bil ti udeležen. Oba primera dosti blizu opazval, ker v Turčiji sem bil prvič v vlogi funkcionarja oziroma vodje ekipe na prvenstvu in to aroganco, ki jo včasih vidiš strani odgovornih, in oni ali se ne zavedajo ali da dejansko vplivajo na kariere, ne, in na v bistvu razpad cele ekipe lahko. In mene take krivice zelo bolijo, no, res me zelo bolijo in me prizadenejo, in ker dejansko se počutiš nemočnega v borbi, bom rekel, z neko inštitucijo, z mlin na veter in to, no. In takrat je bilo res, spremenijo lahko športnikovo kariero ali pa ekipe in tako naprej, ne.
Ženska recimo reprezentanca, če bi bila v polni sestavi, bi bila verjetno zelo blizu medalji v Parizu, ne, na paraolimpijskih igrah, ampak to pomeni, Popolnost, v bistvu. pomeni, če ne drugega, lahko službo, finančno nagrado in skratka neko izpolnitev športnika v svoji karieri, ne. Mene je v bistvu v tem primeru sem res blizu bil, ker sem bil v vlogi vodje ekipe in sem delal z vsemi, a ne, in videl sem igralke, koliko so vlagale, videl sem trenerje, pa tudi oba trenerja, koliko sta vlagala v to, da so jih pripeljali do sem. Punce, ki so po 20 let že trenirale, pa so čakale to priložnost, potem pa tisti aroganten pogled glavne klasifikatorke na sodišču, ko je rekla, pa srečno na igrah. Takrat prvič me je prijel, da bi nekaj groznega naredil. Ja. In ta aroganca je res toliko velika, da včasih... Včasih imaš občutek, da to delajo predstavniki velikih držav majhnim državam, zato enostavno, ker lahko. Ker lahko, ja. Ja. In to se vleče že iz plavanja in tudi skozi druge športe. In ja, jaz sem se potem rajši umaknil, ker me to res prizadene. No. Tako da zdaj v lokostrelstvu tega ni, tako da je vabljen v lokostrelstvo. Se da streljati tudi z eno roko, čisto, še celo zdaj malo sklepamo, ker oni, ki streljajo z eno roko in z usti napenjajo lok, so zelo dobri, vsi po vrsti in sumimo, da imajo neko prednost. Ne, hecam se. Mislim, da morate vložiti uraden protest pred... Ne, da nujno na paraolimpijskih igrah lahko tekmuje samo z 2 rokama. Ne, v glavnem, tukaj res je dosti manj tega in sem vesel, da sem našel ta šport in tukaj imam res občutek, da smo vsi enaki. No. Tebi se je trud poplačal, ne, se pravi, leta 2008, ko si nastopil na prvih igrah, bil razočaran, pa leta 2024, ko si nastopil kot lokostrelec in postal bronast paraolimpijec, in to je zapisano. To je res, ja. To je bila ena velika, velika nagrada za mojo 20-letno kariero v športu in se lahko tudi ne bi bilo. Se zavedam, da sem imel veliko sreče, veliko, bom rekel, verjetno božjega blagoslova, ker če si pogledam tudi zdaj sam tisto tekmo za nazaj, vidim, da je bilo tak nemogoč potek in razplet. Mi smo premagovali, bom rekel, favorizirane ekipe, kjer so jih že vsi videli z medaljo okrog vratu. Ena ekipa iz majhne Slovenije. Tako da res, ja, en tak lepših, bom rekel, dogodkov v življenju. Ja. Mi, ko smo gledali tam še v vasi preko prenosa, smo bili zelo živčni, ampak ni bilo pa občutka, da kdo ne bi verjel v tisto medaljo in sta res živo dosegla izjemen uspeh za Slovenijo, slovensko lokostrelstvo, slovenski parašport. Ja. Tu bo kar težko preseči. Čeprav zdaj moram reči, imamo novega trenerja in delamo, se mi zdi, še več, še bolj dobro, pa že takrat se nam je zdelo, da delamo vrhunsko. In ja, mislim, da še nismo rekli prav zadnje besede. No. Tako da... Naslednji cilj igre Ja, to sigurno, v Los Angelesu. Je vedno težje se je uvrstiti na igre v lokostrelstvu. Vsakič je nekaj mest manj in moraš biti res že vrhunsko, bom rekel, pripravljen na tistih določenih tekmah, da 2, kjer imaš možnost dobiti to kvoto. No. Tako da, ja, gre zelo naprej, zelo napreduje. No. Šport invalidov nasploh. No. Se veš sam, velike države, to so profesionalne ekipe, kjer ni omejitev. No. Ja. Dejan, hvala, ker si prišel, malo podelil svoje izkušnje, z menoj pa s poslušalci podcasta Zadnji meter. Verjamem, da bomo o tebi še veliko slišali in brali, da LA bo mogoče še bolj žlahten. Upam, ja. Res hvala za povabilo in res mi je bilo veselje poklepetati s tabo. Hvala, ker si prišel, pa vse dobro še naprej. Hvala.